Lepo pozdravljeni v oktobrskih energijah, kaj nam prinašajo zvezde za mesec oktober v letu 2025, bomo pogledali sedaj. 6. oktobra Merkur gre v znamenje Škorpijona, kar pomeni, da se bodo strasti dvignile, besede bodo imele globlji pomen in tudi več naredile. 7. oktobra je polna luna v Ovnu, kar pomeni moč, aktivacijo, praznovanje, in pa 13. oktobra Venera preide v znamenje Tehtnic, kar pomeni zaljubljenost, nego, tudi nego odnosov, garderobe. Čas bo, da pregledate vse svoje fizične in čustvene energije. 14. oktobra gre retrogradni Pluton, se vrne v direktno fazo v znamenju Vodnarja, kar pomeni, da se bo spet začelo bolj dogajati navzven. 21. oktobra je Mlaj v znamenju Tehtnice, kar pomeni, da z 22. oktobrom lahko začnete boljše stvari v odnosih, tudi večjo skrb za svoje telo lahko dobite od 22. oktobra naprej podporo v tej smeri. 22. oktobra tudi Neptun retrogradni zapusti znamenje Ovna in se vrne v znamenje Rib za določen čas, kar pomeni, da bodo ribe imele še zadnjo možnost se malo rehabilitirati, sprostiti, zasanjati in potem priti nazaj v bolj realno stanje. 23. oktobra Sonce gre v znamenje Škorpijona, kar poglobi strast, čustva okrepi in tudi začne se prava globoka jesen. 23. oktobra bo tak poseben dan, ker bosta se srečala Merkur in uporniška luna Lilit, kar pomeni, da pazite na besede. 26. oktobra bo črna luna srečala Marsa v Škorpijonu, kar pomeni, da pazite na svoje dejanja, ne spuščajte se v prepire. 29. oktobra pa gre Merkur v znamenje Strelca, kar pomeni, da boste se sprostili in da so najhujši globoki dnevi za vami. Kako pa kaže Ovnom? Ovni se boste ukvarjali z odnosi in manifestacijo, se pravi, zelo bo pomembno, da se vsem dogovorite, če želite materialne uspehe skozi celoten oktober. Biki boste imeli nalogo se sprostiti, rehabilitirati, tudi se vsem pogovoriti. Vladarica Venera bo pomagala v Tehtnici, da boste slišani in da boste tudi vi lažje odprli srce, zato je možnost za kakšne ljubezni. Dvojčki boste imeli ogromno nalogo spremeniti filozofijo življenja, se povezati z vam pomembnimi ljudmi, najti svoje mecene in narediti kaj kreativnega v življenju in doma. Dvojčki boste imeli pester oktober. Raki boste z Jupitrom v vašem znamenju sledili usodi, kakor vam je drago. Ne boste upoštevali pravil drugih, šli boste po svoje in ne boste se ozirali na kakršnekoli pravila, na kakršnekoli dogovore. Konec oktobra lahko, da bo to nekako posledično prineslo drugačne odnose, spremembe v službi in tudi v osebnih odnosih. Levi boste v mesecu oktobru žareli dobro energijo, malo vam bo vseeno, spočili si boste, ne bo od vas se veliko zahtevalo, kajti Sonce bo v Tehtnici in vse boste rahlo vagali, zato se tudi ne boste obremenjevali. Konec oktobra od 23. dalje, ko pride Sonce v Škorpijona, pa se boste malo prebudili in začeli razmišljati, kaj si zares želite. Device boste oktober imele kar eno takšno malo notranjo krizo, potrebno se bo povezati z dušo, tako da če ste prišli na zmenek z dušo, bo vam to nekaj v plus koristilo, kajti stik z dušo bo pomemben za vse device, da najdete v oktobru svoj balans, da se ne obremenjujete stvarmi, ki vam niso za vas pomembne. Regeneracija in opustitev vsega bo potrebna, da rešite tisto, kar vas muči.
Tehtnice boste v oktobru v prvi polovici oziroma do 23. obžarjene z Soncem v vašem znamenju, od 13. oktobra dalje pride Venera, tako da boste se lahko lažje umaknile vase, se sprostile in naredile tisto potrebno, kar si od nekdaj želite, ali pospravile garderobno omaro, ali pospravile in uredile svoj fizični izgled. Škorpijoni boste usmerjeni v fizično delo in želeli ali prenoviti hišo, kupiti nov avto, nekaj konkretnega boste imeli na umu, in ker pride Pluton v direktno fazo, vaš vladar, vam bo to tudi uspelo, tako da oktober bo za vas zelo delovn. Strelci, boste uživali bolj v romantičnih pogledih ali pa vas bodo družinski člani potegnili v svoje drame, kar lahko, da vam ne bo tako všeč, pa boste potem hitro spremenili lokacijo. Odnosi vam bodo pomembni, prav tako vaše delo, tako da gledajte, da ne bo treba izbirati med enim in drugim. Sodelujte na lep način, kajti to vam je dano v karti za mesec oktober. Kozorogi, imate v oktobru nalogo umiriti konje, umiriti energije, pogledati svoje čustva. Saturn je namreč retrograden nazaj v znamenju Rib in vi se posvečate predvsem domu in pa svojim temeljem, materialnim dobrinam ter čustvenim energijam, ki so vezane na to. Lahko so vam prava spoznanja, prinesejo razvozlano staro energijo, lahko se uredijo dediščina in kaj podobne stvari, da končno uredite materialne dobrine in svoje temelje na lep način. Vodnari, imate priložnost, ker gre Pluton v direktno smer, od 14. oktobra naprej jasno vplivati na cilje okolice, tudi kaj dobrega narediti za svet. Boste pa usmerjeni predvsem v kreativnost, kar se tiče znotraj domače hiše, se pravi, veliko boste doma in kreativno usmerjeni vse, kar se bo dogajalo, kljub temu, da si boste želeli potovanj ali spremembe filozofije, oboje bo potrebno, da se rešite enega pritiska, ki ga zaznavate na en tak čuden način, tako da lahko, da boste konec oktobra naredili eno manjšo revolucijo, kar se tiče vaših odnosov, vašega statementa, kje ste in kdo ste. Ribe, boste imele v oktobru nalogo spraviti se v red, kar se tiče čustev in tudi kar se tiče odnosov, ki so vam pomembni. Ne boste mogle več čakati oziroma razmišljati v smeri, da vas bodo ljudje vedno razumeli. Neptun se je vrnil tudi nazaj k vam, tako da bo navdih in meditacijska energija dobra, da nekako dobite tisto pravo sporočilo, kaj je potrebno narediti, da sebe pomirite in da nekako nehate prelagati odgovornost na druge. To je za ribe v mesecu oktobru zelo pomembno in s tem boste naredili največ tudi za svoj materialni uspeh, ki bo konec oktobra velik. Hvala za pozornost, lep oktober vsem in srečno!